Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh in danes bi želel spregovoriti par besed o energijskem svetu. Kako izgleda energijski svet oziroma duhovni svet? V bistvu živimo v posebnem času in ogromno ljudi v zadnjem obdobju čuti energijo, govori o energiji, se ukvarja z duhovnostjo, ne. Ogromno ljudi kanalizira angele, razne vodnike, samoroge, vse to. In ogromno ljudi je na neki način zmedenih, ne. In ne vejo, kako vse te stvari gledati, kako jih razumeti, koga poslušati, kaj poslušati, zakaj poslušati. Glejte, v bistvu zadeve so bistveno bolj enostavne, kot mogoče se zdi na prvi pogled. Bom rekel, naš fizični svet na neki način je odsev tega energijskega sveta. Mogoče, če gremo še en korak nazaj. Okej, vse mi pač živimo v tem fizičnem svetu in okrog nas obstaja energija ali energijski svet. In z nekega nivoja je to pač fizikalno, lahko rečemo, da je energija, lahko to imenujemo frekvenca, ne. V bistvu in potem, če gremo naprej v, bom rekel, bolj astralne vode, v duhovnost, lahko rečemo, da so okrog nas duše, duhovna bitja, svetlobna bitja, kakorkoli že to imenujemo, ne. In ta svet je načeloma izvor, original. Mi tukaj, bom rekel, v fizičnem svet je dejansko samo manifestacija odsev tega energijskega sveta. Za ljudi, ki prvič to poslušate, je mogoče malo en velik preskok, ne, kot je že Wayne Dyer rekel, ne, da nisem fizično telo z dušo, ne, z duhovnim telesom, ampak sem duhovno telo, ki ima vozilo fizično telo. Okej. In če gledamo dejansko pač duhovni svet ali energijski svet, kar vam je v tem trenutku bližje, ne, je v tem duhovnem svetu pač so različna bitja, če gledamo tako. Lahko rečemo duše, duhovna bitja, svetlobna bitja, kakorkoli že je, ampak razumeti moramo, da so to bitja na različnih nivojih. Angeli, vodniki, ne, samorogi, razne, bom rekel, svetlobne energijske pojave. Vse te stvari obstajajo, ne. Dejansko nobenega razloga ni, da bi dejansko karkoli zanikali in karkoli. Ampak razumeti moramo nekaj. Dejansko obstajajo različni nivoji in niso vsa svetlobna bitja, energijska bitja na istem nivoju. Ravno tako pa moramo razumeti, kar je še bolj pomembno, da nimajo vsa ta energijska oziroma svetlobna bitja enake informacije, enako znanje. Glejte, ogromno ljudi meditira, ogromno ljudi se povezuje z izvorom, kot rečejo, ne. Nekateri direktno komunicirajo z angeli, z vodniki, za začetek nekateri pač uporabljajo angelske karte, karkoli že je, nihalo. Glejte, vse to so neke informacije, ki jih dejansko dobivamo iz nekega, ne bom rekel abstraktnega, ampak nekega, bom rekel, sveta, ki ga zaznavamo z drugimi čutili. Najbolj preprosto lahko rečemo, da imamo ljudje fizična čutila, to pomeni, imamo oči, s katerim vidimo, imamo ušesa, s katerimi slišimo, vonj, okus, tip in tako naprej, ne. Ne vem na pamet vseh, iskreno, vseh čutil, ampak isto je oziroma zelo podobno je v našem duhovnem smislu. To pomeni z našim tretjim očesom ali z kakorkoli že, glejte, tukaj je nekdo imenuje to, glejte, jaz poskušam te stvari delati zelo praktične, razumljive dejansko vsakemu, da dejansko nekdo, ki razmišlja, okej, imamo tretje oko, imamo tukaj z ne vem kako, z duhovnimi očmi, ne, ampak dejansko duhovno imamo sposobnost, da vidimo. Vidimo avro, vidimo obrise, vidimo lahko duše, ne. Nekaterim ljudem se prikaže nekdo, prikaže se Jezus, se prikaže Marija, se prikaže angel, ne. Vse te stvari zaznavamo z našimi duhovnimi čutili, ne. To pomeni, duhovno vidimo, duhovno slišimo,
duhovno vonjamo, bom rekel, duhovni von dejansko ni tako poredka zadeva. Plejte, energija je danes, bom rekel, čist neka popularna zadeva, čist nekaj normalnega. Včasih greš v prostor in dejansko, kjer so se prej kregali in zaznaš slab zadah, slaba energija, prav smrdi. A potem pa prideš v nek prostor, kjer ljudje meditirajo, kjer molijo, pa je dejansko čista energija, dejansko sveža. Tako da te stvari dejansko so zelo, bom rekel, normalne, običajne, ogromno ljudi ima izkušnjo in tako naprej. To pomeni, prva stvar, ki jo moramo tukaj, kot smo rekli, razumeti, je, da v energijskem svetu obstaja neka hierarhija, obstaja neka ureditev. Zakaj bi to bilo? Glejte, isto duše, ali ta energijska bitja imajo neko zgodovino, imajo neko znanje, imajo neke izkušnje, imajo neke sposobnosti. In dejansko, ko mi komuniciramo, seveda komuniciramo s tem poljem, ampak dejansko mi komuniciramo z svetlobnimi oziroma energijskimi bitji, ki predstavljajo to polje. Seveda vsi skupaj smo povezani z izvorom. Ampak moramo razumeti, da, tako kot sem rekel, ta zadeva je živa in ta zadeva je realna. In tako kot v fizičnem svetu, na različnih področjih obstajajo ljudje, ki imajo več znanja, ki imajo več izkušenj, ki imajo boljše informacije, ki imajo, če temu rečemo, prave informacije. Enako pa v tem energijskem oziroma duhovnem svetu obstajajo bitja, ki imajo boljše, bom rekel, resničnejše, jasnejše informacije, znanje in izkušnje in tako naprej. In mi preko naših čutil se povezujemo s temi čutili. Se povezujemo z angeli, se povezujemo z vodniki, se povezujemo z raznimi svetovalci, duhovnimi mojstri in kakorkoli. In razumeti moramo, da glede od tega, na kakšnem nivoju smo mi osebno, tukaj v fizičnem smislu, kakšen je naš duhovni nivo, tega našega fizičnega bitja, od tega je odvisno, s kom komuniciramo v duhovnem smislu. In na isti način kot v fizičnem smislu, bom rekel, imamo nek doseg nekih informacij, nekih prijateljev, neke komunikacije, isto v duhovnem smislu. To pomeni, da če se gibljem v nekih običajnih krogih, ponavadi imam zelo težko dobim dostop do predsednika države, zelo dobim težko dostop do nekih ministrov, do nekih takih. Imam pa dostop do nekih drugih in vsi ti imajo različno znanje. Če bi v tem trenutku vam rekel, da mi recimo vas vprašam, kam investirati neke delnice, ali pa kakšne nepremičnine, ali pa nek drug nasvet, zagotovo vsi imate nekoga, ki bi dejansko vam v tem trenutku lahko dal nasvet. Se strinjate? In nekoga imate, na katerega bi se obrnili in bi ga poklicali. Ampak, ko bi mi te nasvete zbrali skupaj, bi opazili, da so ti nasveti različni. Nekdo bi vam svetoval, da investirate v Krkine delnice, nekdo bi vam predlagal, da ne investirate v Krkine delnice in tako naprej. V fizičnem smislu. Isto in podobno je enako v duhovnem smislu. In ravno tako, ko imate nek problem, ko imate problem na področju partnerstva, ko imate probleme na področju financ in tako naprej, posla, se na nekoga obrnete in ga prosite za nasvet. In ko dobite ta nasvet, je ta nasvet večinoma, bodimo iskreni, dobronameren. Vendar, če zopet vzamemo vse te nasvete in jih pogledamo, bodo ti nasveti različni in velikokrat večinoma kontradiktorni, nasprotujoči. Nekdo vam bo svetoval to, nekdo vam bo svetoval to. To je v našem fizičnem smislu. Če hočem nasvet o delnicah, imam nekoga, je moj doseg, da najdem nekega svetovalca, nekoga, ki ga poznam, nekoga, do katerega imam dostop, da dobim nasvet o delnicah, da dobim nasvet o tem, da dobim, nasvet o prihodnosti, nasvet o partnerstvu. To je v fizičnem svetu, nam je vse to jasno. Ampak
popolnoma identično, enako, isto se dogaja v duhovnem svetu. Ko želim nasvet glede mojega življenja, ko želim nasvet glede moje prihodnosti, izbire partnerstva, izbire posla, karkoli že, bom rekel, komunicirate s tem duhovnim oziroma energijskim svetom ali molite, karkoli že je vaša oblika komunikacije oziroma pa če poskušate preko vaše intuicije začutiti, postavite neko vprašanje vesolju, vašim vodnikom, vašim angelom, samorogom, komorkoli, nima veze. Okay? In seveda ima vezo, komu postavite. Ne? In potem poskušate začutiti odgovor. Seveda, ena stvar je dejansko, da če niste natrenirani, če tega ne delate dan za dnem, če to ni vaš posel, če to delate samo občasno, enkrat na 14 dni, potem tudi vaša percepcija, vaše čutilo, vaše zaznavanje zagotovo ni, bom rekel, na tem čistem nivoju, da bi vedno dobili razumljiv odgovor. Ampak ne glede na to, ne, mi postavimo vprašanje in potem poskušamo dobiti odgovor. In zadeva je popolnoma enaka. Odgovori, nasveti, priporočila in vse te stvari so razlage, so lahko različne in dostikrat tudi kontradiktorne. Tako da razumete, plejte, ogromno ljudi obstaja, medijev danes, raznih energijskih coachov, ne vem, takih in takih prevodnikov in tako naprej, ki vam govorijo različne stvari. Ampak morate razumeti, da vsak izmed njih, bom rekel, ima nekega svojega svetovalca. In ta njegov svetovalec ima različne informacije, ima različne izkušnje, ima različen pogled na življenje. Ni tako, da dejansko vsi mi, ko se povezujemo sedaj z energijo, z vesoljem, z duhovnim svetom, smo povezani direktno z izvorom, čisto resnico in tako naprej. To je daleč od tega. Na isti način, kot recimo, ko imate problem in vam vaša dobronamerna prijateljica da nasvet, za katerega ona misli, da bi moral delovati, v resnici pa sploh ne deluje, na isti način lahko dobite, bom rekel, od vašega vodnika napačen nasvet. In zato dostikrat, ko se pogovarjam z ljudmi, rečejo, Miran, ne razumem, ves čas sledim svoji intuiciji, ves čas poslušam svojo intuicijo, ampak rezultate v življenju so pa slabi. Nimam rezultatov. Intuicija me zavaja. Ne, ni da te zavaja. Ampak v bistvu nivo, na katerem si, doseg svetovalcev, doseg, bom rekel, teh tvojih vodnikov na tistem nivoju, kjer si, je pač tako, kot je. In bolj kot delamo na sebi, bolj kot mi razumemo stvari, zakone, življenje, principe vesolja, principe duhovne principe, ne, bolj dejansko mi zrastemo in se kvalificiramo za novega, boljšega in, bom rekel, bliže, bom rekel, izvoru svetovalca in potem lahko dobimo tak nasvet. Tako da v bistvu majčkeno imate nekega občutka, vse te stvari obstajajo, od dejansko vseh teh svetlobnih bitij, raznih do angelov, do vodnikov, do raznih mojstrov in tako naprej. Ampak vse to je na različnih nivojih. Dejansko sem želel, dostikrat se pogovarjam z ljudmi, prihaja do različnih mnenj, različnih vprašanj in zmede, kako se vse te stvari dogajajo, zakaj so neke takšne, zakaj so neke druge informacije. In sem rekel, da želim te stvari malo podeliti z vami, dejansko, da malo lažje te stvari sprejmete, razumete in dejansko tudi v življenju, bom rekel, se znate obrniti, znate poiskati prave odgovore na vaše vprašanja. Tako da to je bilo v bistvu kratek opis, kako ta energijski svet, duhovni svet deluje. Bom še več takih videov naredil v prihodnosti. Če imate kakšne vprašanja, mi jih pošljite, bom vesel in jih z veseljem odgovorim. Tako da želim vam en čudovit dan, bodite čudoviti in se kmalu zopet slišimo.